Lepo pozdravljeni vsi skupaj in hvala vsem za vašo udeležbo na razpravi o prihodnosti evropske demokracije s kandidati in kandidatkami za volitve v Evropski parlament v letu 2024. Mirovni inštitut organizira današnjo razpravo v sklopu mednarodnega projekta Parlament v prihodnosti Evrope, ki je financiran strani Evropske komisije v okviru programa CERF. V tem projektu sodelujemo države, ki smo na prejšnjih evropskih volitvah, torej v letu 2019, imeli eno izmed najnižjih volilnih udeležb. Poleg Slovenije so to še Hrvaška, Bolgarija, Portugalska, Češka in Estonija. Širši cilj in namen omenjenega projekta je med različnimi družbenimi skupinami, torej spodbuditi volilno udeležbo na evropskih volitvah v letošnjem letu. Poleg tega pa v razpravo o tem, kakšno Evropo oziroma Evropsko unijo si želimo v prihodnje, vključiti različne marginalizirane skupine, ki so večkrat izvzete iz razprav o naši skupni prihodnosti. Vsebinsko se projekt povezuje s prvo javno skupščino, torej participatornim demokratičnim procesom, ki se odvija na ravni Evropske unije in to je tako imenovana konferenca o prihodnosti Evrope. V roku enega leta je 800 naključno izbranih državljanov in državljank Evropske unije sodelovalo na razpravah, kjer so oblikovali 49 predlogov evropskim institucijam na različnih področjih. Med samim monitoringom te razprave oziroma tega procesa pa se je namreč pokazalo, da so iz razprave bile izvzete različne marginalizirane skupine. Ta manjko pa smo želeli mi sami nasloviti z aktivnostmi projekta. Organizirali smo 7 mednarodnih dogodkov v 7 državah, kjer smo obravnavali različna priporočila omenjene konference o prihodnosti Evrope, in sicer migracije, digitalna transformacija, socialna pravičnost, okolje, mladi, vloga Evropske unije v svetu in evropska demokracija. V razpravo smo vključili preizvzete družbene skupine in v bistvu prilagodili že obstoječa priporočila na način, da so postala bolj vključujoča. Omenjena priporočila najdete v brošuri, ki vam je na voljo pri registracijski mizi. V Ljubljani pa so pred 2 meseci na dogodku obravnavali temo o prihodnosti evropske demokracije in tudi danes to temo nadaljujemo, vendar na drugačen način. Drugi niz dogodkov v sklopu projekta namreč predstavljajo razprave s kandidati in kandidatkami za volitve v Evropski parlament, kjer v središče te razprave postavljamo preomenjena priporočila državljank in državljanov. Danes bomo z našimi gosti govorili o prihodnosti evropske demokracije, o evropski identiteti in povezovanju, svobodi medijev in boju proti dezinformacijam ter o politični neparticipaciji mladih. Preden pridemo na samo razpravo, bi želela samo še poudariti, da smo vabila posredovali vsem 11 političnim strankam in listam, ki se potegujejo za mandate na prihajajočih evropskih volitvah. Naše vabilu se je odzvalo 8 političnih strank in list, ki so danes tukaj z nami. Dogodek se fotografira in snema, posnetek bo naknadno objavljen na YouTube kanalu Mirovnega inštituta in vam bo tudi posredovan po e-mailu. To je bilo vse z moje strani. Hvala še enkrat vsem za udeležbo. Sedaj pa besedo predajam moderatorki razprave, novinarki in urednici Nataši Briški. Hvala lepa. 9 se jih je zares odzvalo, samo enim ni uspelo zbrati dovolj podpisov, ker je že bilo vprašanje, po kakšnih ključih ste pa izbirali. Spoštovani in spoštovane udeleženke in udeleženci, kandidatke in kandidati, dobrodošli na razpravi o prihodnosti evropske demokracije, ki jo v luči bližajočih se volitev pripravlja Mirovni inštitut. Vem, da je čas pred volitvami in kampanja za vas eden bolj napornih, lahko tudi nagrajujočih, ker gre za stik z volivci in volivkami, ampak da greste od soočenja na soočenje, od pogovora na intervju in nazaj, tako da res iskrena hvala za vaš čas in za sodelovanje na tej razpravi. Danes imamo torej priložnost prisluhniti 8 kandidatkam in kandidatom različnih strank, ki se potegujejo za vaše glasove. Format bo preprost, ne gre toliko za klasično soočenje kot izmenjavo vaših mnenj oziroma stališč na dosti pomembna vprašanja. Ambicija je volivkam in volivcem, na voljo bo seveda tudi posnetek, ponuditi čim več odgovorov o tem, kdo ste in zakaj ste. Obravnavali bomo vprašanja, ki so ključna za našo prihodnost,
od svobode medijev in boja proti dezinformacijam do vprašanj politične participacije mladih in krepitve evropske identitete. Tako da res hvala še enkrat. Moje ime je Nataša Briški, na razpravi pa sodelujejo gospa Mija Aleš, Slovenska ljudska stranka, potem gospa Mojca Erjavec, Nova Slovenija, gospa Violeta Tomič, nič od tega, gospod Jure Leben, Gibanje Svoboda, dr. Uroš Lipušček, Demokratična stranka upokojencev Slovenije in Dobra država, gospa Nataša Sukič, Levica, gospa Neva Grašič, Socialni demokrati in pa gospa Urška Zgojznik, Vesna. Torej, razprava je razdeljena na 3 vsebinske sklope. Prvi je evropska identiteta in povezovanje, drugi bo svoboda medijev in boj proti dezinformacijam in tretji sklop politična participacija in mladi. Prva 2 sklopa imata po 2 vprašanji, ker nas je veliko in da bomo skušali v odmerjenem časovnem formatu govoriti čim več, bomo žrebali, kjeri 4 boste odgovarjali na prvo vprašanje in kjeri na drugo. Julija mi bo pomagala. Prvo vprašanje v razmislek bo naslednje. V več točkah razprav, ki so bile organizirane v sklopu projekta Parlament o prihodnosti Evrope, so namreč državljani izpostavili občutek oddaljenosti Evropske unije od svojih državljanov in državljank. Skladno s tem so podali predlog, da bi morala Evropska unija okrepiti sodelovanje in povezovanje z regionalnimi in lokalnimi zakonodajalci ter civilno družbo. Zdaj pa, kakšno je vaše stališče glede tega predloga in na kakšen način, s kakšnimi koraki je po vašem mnenju dosegljiv? Poglejmo, kdo bo štartal to razpravo. Ne vem, če Nataša Sukič, Levica. Ja, lep pozdrav, hvala za povabilo. Seveda, mi smo že v samem programu, Levica v samem programu za evropske volitve se dotaknila točno te teme in sicer pod poglavjem, da je potrebna nujna demokratična preobrazba Evropske unije. Kajti Evropska unija je dejansko, mislim, opažamo, da so ljudje odmaknjeni od procesa odločanja, od institucij v Bruslju, glavnem od odločevalcev o ničem, imajo občutek, da ne odločajo v ključnih vprašanjih, ampak ta vprašanja, te politike, ki se tam oblikujejo, seveda temeljno oblikujejo naše življenje, vplivajo na naše življenje. Kar 80% direktiv, ki se jih sprejme v Evropskem parlamentu, neposredno vpliva na zakonodajo v matičnih državah in torej res bistveno vpliva na naše življenje. In zato smo rekli, da je potrebno, zdaj bom več stvari naštela, kaj je potrebno, se pa gotovo strinjam, ja, treba je okrepiti na lokalni, regijski ravni in še dodatno se povezovati s civilno družbo. Na tem zmeraj vztrajamo in tega nikoli ne bo idealno dosežen ta cilj, da bi bilo to na zadovoljivi ravni uresničeno. Zdaj, kako se povezovati? Ja, preprosto, treba je sprejeti verjetno neko strategijo o tem na evropski ravni, na vse evropski ravni in potem to tudi dejansko uresničiti, ne samo govoriti. Ampak pomembne točke, ki jih mi izpostavljamo, so transparentnost odločanja, kar pomeni, da je treba dati več pristojnosti Evropskemu parlamentu, ki je edini neposredno izvoljen od ljudi in ne, da je Evropska komisija odmaknjena sama za sebe in pravzaprav ne odgovarja nikomur, na njo pa vplivajo predvsem lobisti in tako naprej. Torej, kot rečeno, treba je okrepiti Evropski parlament in treba je vzpostaviti nove načine neposrednega odločanja državljank in državljanov Evropske unije in to je tisto, kako priti do ljudi, se pravi recimo imeti en dan v letu vse referendumski dan, kjer ljudje se izrekajo o temeljnih problemih, težavah, konceptih, politikah, ki nas bremenijo. In to je ta naš predlog. Zdaj v hujše podrobnosti ne bom zašla, ker mislim, da mi je že tam bila signalizirana, še 30 sekund. No, skratka, kar se pa civilne družbe tiče, to je neprecenljivo in ta projekt, ki se je tukaj odvijal, del katerega je tudi današnja razprava,
takšnih stvari potrebujemo še mnogo več in ja, treba je biti zelo pazljiv, da so vključene ranljive družbene skupine še posebej, kajti nihče ne more v njihovem imenu govoriti namesto njih. Toliko, hvala lepa. Hvala lepa. Ja, prej nisem omenila, ampak zgolj z namenom, ker prvemu ali pa prvi je vedno najtežje, da ima lahko malo več, kakšno sekundo, ampak 3 minute imate časa za posamezen odgovor, do 3 minute, zaradi mene lahko v 20 sekundah končate. Ne? Vam pa Julija bo pomagala pri odštevanju. Poglejva, kdo bo naslednji. Gospod Leban. Najprej hvala za vabilo in začel bom z opravičilom. Jaz se opravičujem, ob 11. moram iti naprej, ker imam drugo obveznost za soočenjem. Jaz mislim, da ni oddaljen, da smo malo sami krivi, da se počutimo oddaljeni. In sicer zato, ker v Sloveniji imamo izziv starejše politika ne zanima. Zato mi probamo že v Svobodi tudi s to listo s kandidati za evropske volitve in pritegom mlajših v naše vsebinsko oblikovanje mlade pripeljati zato, ker imajo drugačen način razmišljanja in pa politika dejansko zanima. In mi moramo zdaj nuditi neko okolje, v katerem se lahko razvijajo in tudi naprej seveda razmišljati o tem, da bomo lahko enkrat, kot kaže kakšna evropska država, digitalno oddaja glasove na naših volitvah. Zdaj, jaz, ko bom izvoljen za evropskega poslanca, kako se bom tega lotil, verjetno zelo praktično, tako kot ko sem bil minister. Delal bom najprej z deležniki, to pomeni, da to vsebino, ki jo bomo obravnavali v Evropskem parlamentu, bom delil z deležniki v Sloveniji, tako kot smo delali z nevladniki in tako naprej, in prenašal informacije in potem videl, kako to umestiti v našo dnevno delovanje. Na teren. Mi moramo iti na teren, jaz zagovarjam to, da vsak minister bi mogel en dan v tednu preživeti na terenu med ljudmi, reševati določene probleme, zato ker verjamem, da v pisarni se problemov ne da reševati. Predvsem, če delaš kakšen zakon, če delaš kakšno uredbo, moraš to probati na terenu, ker če ne se prevečkrat zgodi, da v pisarni se nekaj naredi, na terenu pa ne pije vode. Tako da, če naredimo to interakcijo, to pomeni, ja, seveda, da tudi kot evropski poslanci bomo mogli malo več delati, recimo, se mogoče tudi malo drugače zorganizirati, da bomo v Sloveniji več kot v samem Bruslju ali pa Strasbourgu. In če bomo to uvedli, jaz mislim, da se bo izboljšal ta manko informacij, kaj se v Bruslju dogaja in se bodo ljudje bolj počutili vključeni, predvsem pa tisti deležniki, za katere se bo v tistem trenutku določena vsebina razvijala tudi v Bruslju. Hvala. Hvala tudi vam. Boje imamo naslednjega časovno skupaj. Dr. Uroš Lipušček, Demokratične stranke upokojencev Slovenije in Dobra država, se pravi je EU oddaljeno državljanov, vi ste za okrepljeno povezovanje na regionalni in lokalni ravni. Najprej isto hvala za povabilo. Mislim, da je Evropska unija ugrabljena, to je sicer malo populistično, ampak vendarle moramo jo vrniti nazaj. Mislim, da ljudje nimamo vpliva na delovanje Evropske unije in tudi na naše poslance. Jaz mislim, da v glavnem glasujejo tako, kot jim naroča njihove strankarske centrale izven, pa tudi naše stranke doma in mi, naša lista, bo tukaj inovativna. Mi smo prva lista, ki je neformalni zastopnik civilne družbe. Na naši listi sta 2 predstavnika Desusa, 2 predstavnika Dobre države in 5 ljudi, ki niso v nobeni stranki, vključno z mano. In ko bomo delovali v Evropskem parlamentu, se bomo posvetovali ne samo s strankami in oblastmi, predvsem pa ne bomo poslušali central izven Slovenije in njihovih interesov, ampak bomo se posvetovali s civilno družbo, in z tega zornega kota se bomo povezovali tudi z tistimi strankami v Evropskem parlamentu in silami, ki imajo podobne programe, kot imamo mi. Zato bomo mi v skupini neopredeljenih poslancev in bomo delovali pač v dobro vseh. Mislim, da Evropsko unijo čaka
velika reorganizacija, veliki načrti. Mislim, da bo prišlo do neke bistvene spremembe in moramo vključiti vse sile, ki jih imamo, zato da bo Evropska unija ostala demokratična torba, zato kar se sedaj dogaja, je uzurpacija oblasti strani, bom rekel, Evropske komisije oziroma njene predsednice. Mi se soočamo danes namesto, da bi govorili o sodelovanju, o miru, govorimo o novi militarizaciji Evrope. Če se bo to zgodilo, bo konec evropske socialne države, bo konec javnega zdravstva tudi v Sloveniji, pa še kje drugod, bo konec javnega, kot sem rekel, javnega zdravstva, javnega šolstva in pa tudi pokojnine bodo nižje. Skratka, mi se zavzemamo za to, da bo se Evropska unija razvijala v takšni smeri, da bo zadolžila interese vseh ljudi, zato se zavzemamo za nadaljevanje demokratizacije in povezovanja, ne pristajamo pa na avtoritarne tendence. Hvala. Hvala tudi vam. Iz tega prvega sklopa na prvo vprašanje še ena stranka, poglejmo, oziroma kandidat in kandidatka, gospa Urša Stojsnik. Mislim, da je najprej treba povedati, da se počutimo ali pa smo oddaljeni od Evropske unije toliko, kot smo sami naredili ta del oddaljena. Ne? Zdaj seveda naši predstavniki, ki so izvoljeni v Evropski parlament, mislim, da zdaj že po parih letih sem dosti tega videla, zelo hitro padajo v to mašinerijo, glasovanj, v ta skupinska dogovarjanja, kako se bo glasovalo, ne popravo amandmajev. In se pač mogoče grobo rečeno hitro pozabi na ta zelo lokalni nivo, da ne rečem nacionalni. Kljub vsemu ima vsak poslanec tudi dolžnost zagovarjati, promovirati evropsko politiko na povsem lokalni ravni pri zelo vsebinskih zadevah. Zato ima na voljo tudi nek del proračuna, ki ga lahko porabi za dogodke in tako naprej. In upam si trditi, da do zdajšnji poslanci, se je vsaka raziskava to pokaže, so nekako res šli po tej ustaljeni poti. In se mi zdi, da je nekako treba tu bolj odločno držo postaviti kot poslanec in se zavedati, kaj so interesi Slovenije, iskati predvsem tiste povezave med tematikami Evropske unije in nacionalnimi tematikami, vse niso enako zanimive, da ne rečem iti celo še nižje na lokalni nivo. Tukaj se mi zdijo pomembne tudi naše občine, lokalne skupnosti, absolutno civilna družba, ampak to je treba slišati. Bom delila še svojo izkušnjo, kaj je mene zelo osebno pognalo v to, da me je začelo zanimati aktiviranje na evropski ravni. Eden izmed bivših evropskih poslancev me je ob eni priliki povabil na sestanek, da sliši, kaj počnemo mi v moji nevladni organizaciji, ker bi se on želel priključiti našim projektom. Pa se mi je zdelo, do konca sem smisla, dobro, bomo dobili kaj budžeta za to, ne, priključil bi se. In to se mi je zazdelo res izpod nivoja, totalno moralno sporno, da tudi rečem, in se mi zdi, da je tukaj treba doseči obrat. Torej, mogoče evo, zdaj to je moja izkušnja, ki je šla naprej v ustanovitev nove stranke, absolutno strinjam se, da je treba premisliti, predrugačiti model delovanja evropskih poslancev, predvsem pa jih večkrat tudi spomniti na to, halo, kaj počnete. To se mi pa zdi, da je tudi zaveza, ali pa ne vem, mogoče ena taka aktivno državljanska drža, ki bi jo pa nek zaveden državljan tudi lahko malce bolj upravičeno. Tako da ne bi zdaj popolnoma s prstom pokazala na vse pretekle evropske poslance, malce več razgibanega tega, bi rekla, zanimanja za Evropsko unijo, bi pa tudi vendarle morali tudi kot aktivni državljani pokazati tudi vsi. Hvala. Hvala lepa tudi vam, torej preostali 4 odgovarjate na drugo vprašanje, bomo vse imeli žrebanje, da ne bo zakaj jaz prvo, ne pa četrta, ampak vprašanje se glasi. Cilj, ki bi ga morala zasledovati Evropska unija, je po mnenju državljanov to, da postane bolj razumljiva in dostopna vsem družbenim skupinam ter na ta način okrepi evropsko identiteto, ki mora temeljiti na skupnih vrednotah solidarnosti, enakosti in varstvu človekovih pravic. Kako se vi, oziroma vi opredeljujete do tega predloga, kako bi vaša stranka oziroma lista pristopila k uresničevanju tega predloga in kje morda vidite izzive? Poglejmo, kdo začne ta krog. Gospa Violeta Tomić, nič od tega.
Ja, hvala lepa za vabilo, hvala lepa za vprašanje. Imela sem veliko idej, kaj bi povedala v prvi točki, ampak tukaj se bom tudi potrudila odgovoriti po svojih najboljših močeh. Namreč, dejstvo je, da Evropska unija je dejansko strašansko oddaljena od prebivalcev Evrope, temu pač priča tudi nizka volilna udeležba. In ravno zaradi tega pošiljamo vedno znova tja politike, ki imajo fiksno volilno bazo tam pri 20%, veste, o kom govorim. Tako da, kako bi dvignili volilno udeležbo, je seveda se nanaša na vaše vprašanje, namreč ljudje bi morali verjeti, da imajo kakšno sploh možnost odločanja. Evropska komisija odloča, pa če naj se malo pohecam, če se odloči danes, Evropska komisija, da bodo od jutri naprej kumare vse štiriglave, bodo tudi vse kumare štiriglave. In nič ne pomaga, če gredo vsi kmetje s traktorji na ulice in če mi, državljani, podpišemo milijonske peticije. To je ta problem. Mi dejansko ne odločamo o ničemer. In ljudje so dvignili roke od takšne demokracije in takšne Evropske unije. Zato je nujno, da se zadeve spremenijo. Jaz pozdravljam ta vaš projekt in tudi naslavljanje participacije državljanov in državljank, predvsem ranljivih skupin, o katerih govorite, in odpravi diskriminacije in človekovih pravic, manjšin in tako naprej. Zdi se mi, da smo prišli v določeni fazi razvoja Evropske unije do točke, ko smo dejansko popolnoma brez glasu. Ne glede na to, prej ste omenjali, da smo tudi sami krivi, vprašanje, koliko smo zares slišani in kaj dejansko lahko naredi državljan Evropske unije. Zato se mi zdi tako pomembno, da se končno dvigne volilna udeležba. Mislim, da je ta referendum, trojni referendum, tudi namenjen temu, da bi ljudi aktiviralo k večji udeležbi. In da končno pošljajo v Evropsko unijo poslance, ki se ne bodo takoj pridružili velikim skupinam ALDE, pa GUE, NGL ali pa EPP in glasovali po navodilih velikih držav, ker to ni interes Slovenije. In mislim, če govorim o Sloveniji, govorim tudi o mnogih manjših državah, ki se ne znajdejo tukaj, se ne vidijo in se ne vidijo slišane. Je pa Evropska unija izjemno pomemben projekt, ki ga moramo čuvati in obdržati, grozijo pa nam vojne, vemo, da se konflikti zaostrujejo in nujno moramo mirovno politiko postaviti na prvo mesto. Kdo je naslednji? Gospa Mojca Erjavec, NSI, torej kako se opredeljujete do tega predloga, kje vidite izzive? Hvala lepa, hvala za vabilo, lep pozdrav vsem, hvala za mikrofon, sem ga kar obdržala. Torej, Evropska unija je edinstvena skupnost vrednot. Vemo, da po drugi svetovni vojni, ko so ustanovni očetje imeli to vizionarsko idejo in jo začeli uresničevati, so bile prav vrednote krščanske demokracije tiste, na katerih še danes temelji Evropa, evropska ideja. Potem skozi desetletja, ko so se dodajale nove in nove pristojnosti, pa smo to skupnost vrednot morebiti kje tudi nekoliko izgubili. Vendar pa sem sama pravzaprav idealni primer tega, kako Evropsko unijo približati in narediti bolj razumljivo. 15 let sem delala v Bruslu v institucijah Evropske unije, Evropski komisiji in Svetu Evropske unije. Delala sem tudi v kabinetu predsednika Baroza, tudi v komunikacijah in tudi na predstavništvu v Ljubljani. Pred 6 leti sem se odločila, da to življenje zamenjam za delo na terenu in sem na Ravnah na Koroškem občinska svetnica. Bila sem tudi vodja kabineta ministra Ciglerja Kralja, kjer smo z evropskimi sredstvi dejansko uspeli izgraditi nove kapacitete, namestitve za starejše. Tako da se, kadar je volja, kadar je znanje in ko so izkušnje. In Evropska komisija tudi z podpredsednico Šuica, ki nas je pred dobrim mesecem dni obiskala v Ljubljani in sem imela priložnost z njo voditi pogovor, je prisluhnila tudi tem težnjam državljanov in organizirala zelo velik projekt konference o prihodnosti Evrope, v katerem je
sodelovalo skupaj okoli 700.000 ljudi in del katere je tudi ta projekt, ki ga seveda zelo pozdravljam. Jaz mislim, da to mora iti samo še naprej in tudi na osnovi teh priporočil, ki so jih dali državljani, Evropska komisija potem sprejela. Že nekatere ukrepe podala priporočila, treba pa je povedati tudi gospodu Lipuščku, ki je odrihal po komisiji, da ne nazadnje odločitve v Bruslju sprejemajo naši predstavniki, ministri in pa poslanci v Evropskem parlamentu. Kdo pa voli poslance, so samo državljani. Nazadnje tudi ministri so neposredno izvoljeni. Tako da ne govorim, da ni demokratičnega deficita in da tega ne smemo ukrepiti. Seveda si moramo prizadevati, da EU še približamo državljanom, vendar pa ne smemo se sprenevedati, da nimamo vpliva. Slovenija mora v Bruslju zagovarjati slovenske interese in se ne podrejati drugim državam. Sama pa sem tudi kot občinska svetnica članica mreže lokalnih politikov, ki jo podpira Evropska komisija in tudi v okviru tega projekta zelo veliko hodim po terenu in slišim želje in potrebe ljudi, ki jih seveda potem prenašamo v dnevne politike. Tako da veliko se dela, mora pa se še več narediti. Ja, samo zato, ker vas je direktno izvala, pa prosim, če lahko v slabi minuti. Mislim, da je gospa, kolegica, predolgo živela v Bruslu in da ne razume več, kaj ljudje občutimo, ko ocenjujemo Evropsko unijo. Posebej Evropska komisija je odtujena od nas ljudi, pa tudi od Evropskega parlamenta deloma. In moram reči, kako si lahko predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen dovoli, da že kar dotrasira, kaj bo bodoča komisija delala. Pa bodo ustanovili komisarja za vojnega komisarja, vojaškega komisarja, da bomo šli v vojno ekonomijo in tako naprej. To je vprašanje miru življenja Evropske unije, eksistencialno vprašanje in o tem ne more odločati noben politik v Bruslu, o tem lahko odločamo samo vsi Evropejci. Hvala. Poglejmo še kdo na to drugo vprašanje. Gospa Mija Aleš, SLS, torej je cilj, ki bi ga EU zasledovati, da je bolj razumljiva, bolj dostopna in da temelji na skupnih vrednotah solidarnosti, enakosti in varstva človekovih pravic. Lepo pozdravljeni. Seveda je bistvenega pomena krepitev skupne evropske identitete in povezanosti. Ob tem pa moramo biti zelo pozorni tudi na identiteto slovenskih vrednot in kulture. Kot evropsko identiteto lahko krepimo in jo moramo krepiti s spodbujanjem izmenjav med državljani Evropske unije in pa parlamentom. Organizacija večkulturnih dialogov, izobraževalnih programov in pobud za študente, za mlade, ki spodbujajo medkulturno razumevanje in povezovanje. Potem se mi zdi zelo pomembno uresničevanje mobilnosti v Evropski uniji, kreiranje več priložnosti za študij, delo in prostovoljstvo v tujini, ter olajšanje postopkov priznavanja kvalifikacij in prenosov socialnih pravic med državljani, med državami članicami Evropske unije. Za zaščito slovenskega jezika, kulture in vrednot pa se mi zdi pomembno spodbujanje učenja slovenskega jezika tudi v Evropski uniji in pa podpora kulturni dediščini in umetnosti v Sloveniji. Finančna in organizacijska podpora slovenskim kulturnim inštitucijam, umetnikom in projektom, ki prispevajo k promociji slovenske kulture in identitete v Evropi. Kajti naš narod ima negativni prirast 5000 ljudi na leto, s tem, da imamo pa 15.000 prirast z naslova priseljenstva in nismo edini, ki se soočamo s tem, da po naravni poti izgubimo svoj narod, smo pa edini, ki zanj lahko poskrbimo.
In kot kulturnica in svetovna popotnica, ki se srečujem z drugimi narodi, vrednotami, načinom življenja, se zauzemam ne samo v tej volilni kampanji, ampak praktično vse življenje s tem, da ustvarjamo boljše pogoje za slovenski narod in slovensko kulturo. Hvala lepa in gospa Neva Grašič, SD, vaša je zadnja, torej stališče vaše in stranke do torej, večje bližine EU-ja do državljanov, kako to dosežete? Hvala lepa za vprašanje in hvala tudi za organizacijo te pomembne okrogle mize. Se mi zdi, da izpostavljamo teme, ki mogoče v nekih drugih priložnostih ne bodo dobile toliko mesta. Vsekakor, Nataša, moja Evropska unija je močna Evropska unija, je unija vrednot, kot ste jih našteli, že demokracije, pravne države, enakosti, svobode in to želimo udejanjati tudi po evropskih volitvah oziroma kot stranka v Evropski uniji. Jaz se spomnim enega mojega osebnega motivacijskega pisma tam nekje iz prehoda srednje šole na faks, kjer sem pisala kot bodoča študentka evropskih študij, da si želim postati prihodnja nosilka ideje Evropske unije in tako naprej. Takrat se je zdelo to precej naivno, ampak pač res sem verjela v Evropsko unijo, ki bi bila boljša obljuba prihodnosti za vse. Neka ideja o sodelovanju, o miru, o različnosti, o ambicijah, ki jih sicer imamo vsak zase, pa jih ne moremo uresničiti, ko delujemo skupaj, pa lahko v bistvu spremenimo cel svet. In se mi zdi, da so kolegi o tem mogoče že govorili, se mi zdi, da naša družba ali pa naša Evropska unija postaja tisto, s čimer jo mi hranimo. Mi kot državljani, mi kot politiki, mi kot politične stranke. Če vsak dan zdaj hranimo z strahom, z nespoštovanjem, z sovraštvom, z napadanjem, z neposlušanjem, se bomo enkrat v takšni Evropski uniji in v takšni realnosti dejansko tudi zgodili. Mi si pa želimo drugačno Evropsko unijo, zato v bistvu to, kar smo mogoče tudi že v prvem vprašanju govorili, da utrditev neke evropske demokracije na vseh ravneh krepimo z krepitvijo njenih temeljev, z participacijo in tako naprej. Danes nas je res v bistvu strah vzpona skrajne desnice, populističnih gibanj, nacionalizmov in tako naprej. In to je Evropska unija, ki si jo pa ne želimo. In zdaj v bistvu v takšnih razpravah, ali pa predvsem v razpravah z mladimi, se večkrat obrnem na eno, mislim, da je indijska prispodoba o dveh volkovih. Pogovarjata se vnuk in dedek pravi, da v nas vedno živita dva volkova. Eden je tisti, ki je dober, ki sodeluje, ki ga polnijo dobre stvari. In tisti slabi, v bistvu drugi volk, ki govori o strahu, o nespoštovanju in tako naprej. In potem vnuk vpraša dedka, kateri zmaga oziroma kateri preživi. In dedek reče tisti, ki ga hraniš. Tako da mi želimo napolniti to našo Evropsko unijo z dobrimi stvarmi, z njenimi temelji, z njenimi vrednotami demokracije, človekovih pravic, enakosti, solidarnosti. Hvala lepa in hvala tudi, ker se držite časovne omejitve. Zdaj po tem ogrevanju pa gremo na malo bolj vroč teren. In sicer drugi sklop pa je svoboda medijev in boj proti dezinformacijam. Vprašanje spet kot v prvem sklopu 4:1, 4:2. Vprašanje je, pred kratkim je v veljavo stopil EU akt o svobodi medijev, ki naj bi zaščitil novinarje pred različnimi pritiski, državljanom pa zagotovil dostop do neodvisnih medijskih vsebin. Tudi v sklopu konference o prihodnosti Evrope je bil podan predlog, da naj Evropska unija brani in podpira svobodne ter neodvisne medije. Zdaj vprašanje, kaj menite, je sprejet EU akt dovolj za zaščito demokracije in svobode medijev in ali so po vašem mnenju na ravni EU in nacionalnih držav potrebni še dodatni ukrepi v tej smeri in seveda, če ja, kakšni in kateri. Poglejmo, kdo bo začel ta drugi sklop.
Tam, kjer smo končali, začenjamo. Hvala lepa. Se v bistvu te temi zelo povezujeta, ne? S tem, da mi ukrepimo evropsko demokracijo, moramo krepiti njene temelje in sigurno svoboda medijev, neodvisnost, pluralnost medijev so ključni za zdravje v bistvu vsake demokratične družbe. Zdaj, ta Evropski akt o svobodi medijev, ki je bil sprejet marca, smo Socialni demokrati seveda pozdravili. Predvsem iz tega vidika, da je Evropa kot taka stopila odločno v bran svobodnim medijem, neodvisnim medijem, postavila več nadzora in nadzorstvenih organov, uredila financiranje in tako naprej. Zagotavlja tudi varno okolje za novinarje in medijske delavce. Predvsem vidimo pomembno to iz tega vidika, da se ne ponovi scenarij, ki ga je Slovenija doživela pred nekaj leti, z tudi finančnim izčrpavanjem tako STA kot RTV v prejšnji vladi. Kar se mi zdi pomembno dodati temu aktu je mogoče še direktiva anti-slap direktiva, kjer v bistvu gre za strateške tožbe za onemogočanje delovanja javnosti, ki tangira ne samo novinarje, ampak tudi aktiviste in druge, kako bi rekla, aktivne udeležence v demokraciji ali pa branitelje naše demokracije. Ta direktiva se bo zdaj prenašala tudi v slovensko zakonodajo, ker naše Ministrstvo za pravosodje z ministrico Andrejo Katič v bistvu pripravlja samostojni zakon. Mislim, da to je pomembno, kako iz evropske ravni to prenesemo tudi v nacionalno zakonodajo, kjer bo v bistvu nacionalna zakonodaja kot samostojen zakon urejala prav to še v bistvu širšo podlago temu, kar direktiva določa, tako civilno kot kazensko, in v bistvu se širi ne samo iz novinarjev, tako kot sem rekla, kot tudi na same aktiviste in pa nevladnike. Še enkrat se spomnim pred tistimi parimi leti, kakšno bi bilo v bistvu naše življenje, če bi bile nevladne organizacije, kot so, ne vem, pravna mreža in tako naprej, onemogočene v njihovem delovanju. Mislim, da so bile pomemben del naše demokracije in naše države in v bistvu zato jih z takšnimi oblikami zakonodaje tudi podpiramo pri njenem delovanju še naprej. Hvala lepa. Pogledam, da bo naslednji. Gospod Jure Leben, Gibanje Svoboda, torej menite, da je ta EU akt dovolj za zaščito medijev in svobode medijev in demokracije, bi bilo treba kaj dodati? Jaz mislim, da smo na pravi poti. Zato sem vesel, da je naša poslanka Irina Jovova zelo aktivno sodelovala pri sprejemu tega akta. Sigurno imamo, naša družba se že deli malo manj na fizični, pa že malo več na ta digitalni svet, ki ga moramo postaviti pravila igre. Svobodo medijev moramo zagotoviti, kot je že kolegica pred mano povedala, smo videli v prejšnjih vladah, kaj se zgodi, če izčrpavaš medije, če ne zagotoviš dovolj finančne podpore. Ena dobra stvar, kaj pa lahko rečemo, veliko zdaj poslušam v zadnjih dneh vprašanja, zakaj pa dobro, da smo člani EU-ja. Ena dobra stvar je pa ravno na področju dezinformacije. Slovenija kot taka lahko na nivoju Slovenije nekaj naredi, ampak če se hočemo boriti proti velikim playerjem, kot so Meta, Google in tako naprej, je sigurno dober, da smo člani EU-ja, zato ker lahko skupaj Evropska unija nameni dosti več finančnih zmožnosti, da tudi njim postavljamo pravila igre in da povemo, na kakšen način se določene informacije objavljajo, tako da tukaj bi kar zaključil. Jaz mislim, da smo na pravi poti, moramo pa seveda medijem pustiti, da delajo, po drugi strani pa tudi od njih zahtevati, da to, kar je objavil, je verodostojno. Hvala lepa, tisto ni bil naš glas. Gospa Violeta Tomič, nič od tega, torej tale akt o medijih, vaše stališče do tega, bi bilo treba kaj dodajati dovolj, izvolite. Akt je korak v pravo smer,
absolutno, vendar zakoni sami po sebi ne veljajo nič, če jih ne implementiramo in ne prakticiramo. Mi vemo, da v Ustavi Republike Slovenije piše, da smo pred zakonom vsi enaki, da imamo vsi pravico do dela in tako naprej, čudovite stvari, vendar v praksi se dogaja precej drugače. Jaz bi vas sicer rada spomnila, jaz sem bila od leta 2018 do 2022 v svojem drugem mandatu članica Parlamentarne skupščine Sveta Evrope in ogromno smo govorili o sovražnem govoru, o naraščanju nestrpnosti do določenih skupin in v času, ko sem bila glavna poročevalka Sveta Evrope za pravice LGBTQ skupnosti, sem ogromno potovala, vršila monitoringe in opozarjala na kršitve pravic te skupnosti, ki je zelo izrazita, bom rekla, predvsem v vzhodni Evropi. Tako da sovražni govor pripelje skoraj vedno do sovražnih dejanj. Zato je tako zelo pomembno, da imamo objektivne medije. Vendar je pa treba vedno paziti glede na lastništvo medijev. Kajti pravica do obveščenosti je ena od osnovnih pravic, kjer se potem človek lahko odloča. In seveda so pred mano že opozorili na obdobje, ko so bili hudi napadi na STA in Radio-televizijo Slovenija. Takrat sem predsedovala odboru za kulturo in večkrat je padalo po meni na ta račun, ampak žal so ene stvari nepopravljivo uničene. In ne nazadnje, ko je prišla tukaj komisarka Vera Jourova, je opozorila na stanje medijske svobode pri nas, ki ni bila ravno v najboljši kondiciji. Zdaj nekako opažamo, da se vsi zavedamo hudih posledic medijske neinformiranosti in ne nazadnje je treba opozoriti na primer Juliana Assangea. Človek je obsojen na 185 let zaporne kazni zato, ker je poročal, ker je govoril resnico. In verjemite mi, jaz se opravičujem, ampak jaz ne verjamem v demokratičnost medijev in v kakršnekoli svobodo govora, dokler je Julian Assange za zapahi. Največ nam imajo zapovedati o svobodi govora ravno ljudje iz Britanije in Amerike, kjer je ta pravica najbolj ogrožena in ki najbolj preganja ravno take, kot je Julian Assange. Hvala. Hvala tudi vam in pogledamo, kdo bo zadnji v tem sklopu, oziroma tretjem vprašanju. Gospa Urša Zgojznik. Akt je absolutno na mestu, daje ta grobi okvir, je pa treba opozoriti na nacionalno zakonodajo. Tudi vsa evropska zakonodaja se v bistvu prelije v državo članico, praviloma določi nek standard, neki skupni imenovalec, ki se bi ga držale vse države članice, ampak seveda ne zapoveduje večje ambicioznosti. In tu se mi zdi, vsaka država lahko to regulativo malce zaostri, naredi bolj ambiciozno, bolj konkretno določi in tukaj je v resnici potem naslednja stvar izvajanje te nacionalne zakonodaje. Ker Evropsko sodišče za človekove pravice, če se vrnemo potem v primeru kršitev nazaj, je res zadnja stadija. Torej vse možnosti je potrebno izčrpati, predebatirati na nacionalni ravni. Pa mogoče sam še k delni vsebini opozorila bi na to, varnost novinarjev, vsako leto umre več 100 preiskovalnih novinarjev z področja okolja in raziskav korupcije in tako naprej. Torej, zaščititi te novinarje, žvižgače, tako rekoč, in tudi civilno družbo, mislim, da je tista konkretna stvar, ki jo nekako bi morali res primarno začeti ne samo izvajati na zakonodajni ravni, ampak udejanjati, prelivati v prakso, ne pa, da se vsake par let pogovarjamo o tem, oziroma se pelje celo gonja proti nevladnim organizacijam, se moramo pogovarjati o tem, ali lahko obstajajo ali ne, pri čemer opozarjam, da je kompas popolnoma zgubljen, ker je vsako gasilsko društvo konec dneva nevladna organizacija, torej res je puščica usmerjena samo proti nekaterim. In se mi zdi, da je tu nek srž, tu je ena svoboda družbe, ki se kaže na koncu tudi preko jasne svobode izražanja, dela na varstvu človekovih pravic, in da se to v resnici nekako, kako bi rekla, v širokem polju prelije do državljanov. Ker če imamo ozko okno ene
enega trobila, če rečem tako, potem pač tudi nekako naši možgani zakrknejo v tem širšem delu in se lahko kar hitro nehamo pogovarjati o demokraciji, o človekovih pravicah in smo zelo hitro pri tem, da jih je ponovno potrebno varovati. Zdaj, četrto vprašanje je v osnovanju predlogov so državljani posebno pozornost namenili tudi področju boja proti dezinformacijam, saj je za prihodnost evropske demokracije pomembna informirana, odprta in demokratična razprava brez lažnih novic. Kako bi vaša stranka oziroma lista pristopila k reševanju problematike dezinformacij na ravni Evropske unije? Je politika po vašem del problema ali rešitve? Poglejva, kdo bo začel tale drugi del drugega sklopa. Gospa Mija Aleš, prosim, Slovenska ljudska stranka. Zavedamo se, da je boj proti dezinformacijam velik izziv na področju svobode medijev in mislim, da zakonodaja, ki je v pripravi v Sloveniji trenutno v medresornem usklajevanju, daje zametke, da bomo te evropske predpise lahko implementirali tudi v Slovenijo. Pomembno je, da preprečimo vpliv gospodarstva, politike in pa vlade na poročanje in pa na informacije, ki jih konzumiramo preko medijev. Na kakšen način pa bi to lahko zagotovili? Mislim, da je prvo zagotavljanje zakonodaje za varstvo novinarjev. Tu že delamo prvi korak, podpiranje zakonodaje, ki ščiti novinarje pred napadi, grožnjami in cenzuro, ter zagotavlja njihovo neodvisnost in varnost pri upravljanju svojega dela. Potem drugo bi bilo spodbujanje transparentnosti lastništva medijev, ker to je velik vidik, ki vpliva na to, kako se neka informacija podaja, kdaj se podaja in kaj se podaja v javnost. Tretje pa je podpora medijski pismenosti. Mislim, da moramo spodbujati programe medijske pismenosti in izobraževanja javnosti, da bi pomagali ljudem razviti kritično razmišljanje in sposobnost razlikovanja med verodostojnimi informacijami in pa dezinformacijami. Potem se mi zdi pomembno tudi sodelovanje pri oblikovanju politik za boj proti dezinformacijam. Delo na politikah in ukrepih za boj proti dezinformacijam s podporo dejavnostim, kot so preverjanje informacij, spodbujanje transparentnosti pri spletnih platformah ter osveščenost javnosti o škodljivosti dezinformacij. Mislim, da predlagana zakonodaja vse to omogoča, moramo se pa truditi, da bomo ne samo imeli pogoj za to, ampak da bo tudi vrednota verodostojna informacija. Hvala lepa. V naslednjem, torej, kako bi vaša stranka pristopila k reševanju problematike dezinformacij na ravni Evropske unije? Dr. Vikušček, izvolite. Hvala za besedo. Mislim, da se boj proti dezinformacijam uporablja za uvajanje cenzure. In mislim, da to strani Evropske komisije, ki je, ko se je začela vojna v Ukrajini, nam državljanom Evropske unije cenzurira recimo vse oddaje ruskih providerjev, kako bi rekel to po slovensko, in sicer zato, da smo dobili samo en pogled na to zadevo. To se je dogajalo v času realnega socializma, v času hladne vojne, je Sovjetska zveza uvedla cenzuriranje vseh zahodnih postaj pa zahodnega tiska in te prakse se je sedaj poslužila Evropska komisija. Treba se je pa priznati, da se je ta trend začel v Združenih državah Amerike, nažalost, da so tam uvedli pri
sekretariatu za domovinsko varnost organ, ki je cenzuriral poročila, ki so jih pošiljali ameriški dopisniki iz Ukrajine, recimo v tem primeru, in šele potem je to prefiltrirano, prišlo do nas, nastavijo prvo v Ameriki in to so zaenkrat dali z dnevnega reda, vendarle glavni ameriški mediji še vedno poročajo samo tisto, kar ustreza administraciji, kar pomeni, da so postali propagandno glasilo. In nekaj podobnega se je dogajalo tudi pri nas, začel se je v času pandemije COVID-a in se to danes tudi, jaz mislim, nadaljuje. Dam vam samo en primer, a ste videli, govorim za nacionalno televizijo, ki je dolžna po profesionalnih standardih spoštovati vse poglede, ali ste videli kakšno oddajo, na katero so povabili proticepilce? Nobene oddaje ni bilo. Jaz sem bil avtor, ker pripadam mirovnikom, več izjav, v katerih smo zahtevali takojšnjo končanje vojne, pa te morije, nesmislene, ki se dogaja v Ukrajini, in začetek pogajanj. Mediji so to zelo skopo objavili nekje, nobenega predstavnika te liste, te združbe niso povabili, ni dobil besedo na televiziji. Skratka, gre za absolutno diskriminacijo in moram reči, že tudi mediji naši sodelujejo v tej kampanji, zato je tukaj treba biti zelo previden, kaj so dezinformacije in kje se začenja cenzura. Moram pa tudi mojo osebno izkušnjo, jaz sem bil glavni govornik na osrednji slovesnosti v Primorske ob dnevu 27. aprila, na dnevu upora proti okupatorju. Na RTV niso kot da me ni bilo, bil sem glavni govornik, ki so totalno bojkotirali. Zakaj? Ne vem zakaj. Ko smo vložili našo listo na Državno volilno komisijo, je RTV, čeprav je prej drugim strankam, tudi neparlamentarnim, dal možnost, da so pojasnili svoje stališča, nas so odrajtali v 16 sekundah. To pomeni, to pomeni, da ne moremo vse dati v to boj proti dezinformacijam. Absolutno je to strani sedanje komisije poskus neke uvedbe cenzure in jaz taki miselnosti nasprotujem, čeprav je ta zakon, ki so ga sprejeli, korak naprej, vendarle z administrativnimi ukrepi ne da zagotoviti svobode tiska. Hvala lepa, dr. Lipušček. Poglejmo še, kdo je predzadnji na tem četrtem vprašanju. Gospa Nataša Sukič, Levica, torej kako bi vaša stranka pristopila k reševanju problema informacij na ravni EU? Ja, hvala lepa. To je tako zahtevno vprašanje, so 3 minute absolutno premalo, ampak bom probala se navezati. Eno je seveda, da se lahko vse zlorabi tudi za cenzuro, drugo pa je, da problem dezinformacij hud problem. In skrajna desnica še kako dobro ve, kako svoje politične strategije odtke načine, kako v virtualnem prostoru, na svojih portalih, na svojih paramedijih, recimo Novi 24 in tako naprej, širi dezinformacije in celo laži in s tem šikanira, krivi ponavadi ranljive skupine, reveže in pa predvsem begunce za to, da odvrača naš pogled od dejanskih težav, ki so se zvrstile po kopici kriz, zvrstile so se pa tudi zato so narasle te težave, ker Evropska unija ne najde ustreznih odgovorov. Da se vrnem k prejšnjemu aktu, o katerem smo govorili, k EMFI, tu pa moram malo se pohvaliti. Naše Ministrstvo za kulturo je doseglo v pogajanjih z Evropsko komisijo in v Bruslju, torej više standarde transparentnosti lastništva in državnega oglaševanja ter varovanja jezikovne raznolikosti. To je zelo pomembno in to danes ni bilo povedano. Zakaj je pomembno? Zato, ker ravno to lastništvo, lastniki so tisti, ki danes zelo kreirajo, kakšne informacije se bomo brali, državljani in državljanke, in vplivajo na to, še posebej, ker so novinarji v prekarnem položaju, izpostavljeni popolni negotovosti, odvisni in se na njih pritiska. In tukaj se zamejuje svoboda medijev,
Na ta način se kreirajo tudi dezinformacije v medijih in zato mi predlagamo, da je treba se spopasti tudi z bojem proti prekarnosti v novinarskem poklicu, nujno, če želimo torej novinarje zaščititi, opolnomočiti in zaščititi je treba tudi preiskovalne novinarje, ustanoviti poseben sklad namenjen preiskovalnim novinarjem in tako naprej. Zaščititi treba žvižgače, to, kar je bilo danes že omenjeno, recimo Julian Assange je recimo hud primer te zlorabe. Je pa treba vedeti, za razmahom interneta, teh spletnih tehnologij, se dejansko danes zelo dezinformacije v tem spletnem prostoru širijo, postajajo zelo viralne in zato, ker so tako viralne, imajo blazen manipulativni potencial. In seveda so zato del strateškega komuniciranja desnih političnih strank. Tudi zato se desne politične stranke tako uspešno vzpenjajo. In to je treba seveda biti pozoren. Bile so seveda na ravni EU sprejeto več aktov o digitalnih storitvah, umetni inteligenci, o svobodi medijev, ampak to ne deluje. Ne deluje, treba se pač tega zavedati, osveščati javnost na vse zadnje o tem, ne vem kako, verjetno s takšnimi kampanjami osveščevalnimi, se zanikati lažne novice, se proti njim jasno boriti. To je naporno delo, ampak to je treba pač narediti. Lažne novice obravnavati kot zlorabo svobode izražanja in posebej se opredeliti do sovražnega govora, zelo odločno se boriti proti temu. Nekaj je bilo narejeno s strateškim svetom za sovražni govor pri nas, ampak to treba je definirati jasno. Sovražni govor, ga sankcionirati v parlamentu, v medijih, povsod. Hvala lepa, gospa Sukič. Zadnja pa je v tem sklopu vaša, gospa Mojcarjavec, NSI. Hvala lepa, ker veliko se je nabralo, bom skušala se ustrezno odzvati. Mogoče čisto zdaj nazadnje je bila opaska strani gospe Sukič, da desne politične stranke izkoriščajo. Se bi prosila, da ne gremo toliko na kaj je kdo rekel, ampak vaše stališče, vaše stranke do recimo problematike dezinformacij na ravni Evropske unije. Vem, meni ta format bi bil tudi veliko boljši, tudi bolj se gleda. Bom začela najprej s tem, kar ste vprašali. Mogoče grem nazaj 15 let, ko sem lahko imela to srečo, da sem prisostvovala srečanju predstavnikov za informiranje iz vseh držav članic Evropske unije. Že takrat se je govorilo o ruskem vmešavanju in že takrat je Evropska unija ustanovila posebno delovno skupino, ki se je ukvarjala z strateškim komuniciranjem in s tem, da se je specifično ukvarjala z grožnjo ruske propagande v Evropi, v evropskih medijih. To je bilo že toliko časa nazaj, mi pa v Sloveniji še zdaj mogoče nismo prepoznali dovolj te grožnje in še zdaj nimamo podobne delovne skupine ali pa vsaj ne na takšni ravni. Tako da tukaj imamo že dobre prakse iz Evrope, če bi vprašali kolege iz baltskih držav ali Finske, bi nam imeli tukaj veliko zapovedati in so tudi delili podobne dobre prakse. Akt o svobodi medijev je del širšega paketa, ki ga je sprejela Evropska komisija za krepitev demokracije, ki vsebuje tudi zakonodajne predloge za zagotavljanje neodvisnosti novinarjev in tudi za boj proti dezinformacijam. Zdaj, nekateri kolegi tukaj so to imenovali cenzura. Jaz lahko rečem, da je potem tudi vse, kar prihaja iz druge strani, lahko propaganda. Jaz mislim, da Evropska komisija daje predloge, ki odgovarjajo na pripombe državljanov in organizacij podane v sklopu konference o prihodnosti Evrope, o čemer danes tudi govorimo. In tukaj je odziv Evropske unije odločen in že v programu za 2023, delovni program komisije, so ti akti dejansko zaživeli in jih države članice zdaj implementiramo. No, tukaj pa smo pri tem, kar je mogoče tudi druga plat te medalje in sicer kako se ta zakonodaja izvaja v državah članicah, je pa potem državna pristojnost in povejmo, da preglednost, objektivnost poročanja, sama sem delala v tiskovni službi Evropske komisije 2 leti, so standardi v Evropi lahko tudi
bistveno višji kot pa v Sloveniji. Tudi ni problem lastništvo medijev, če je to transparentno. Evropska komisija ima zelo visoke standarde glede transparentnosti tudi nevladnih organizacij, tako imenovanih lobističnih organizacij, in med njimi, ravno danes zjutraj sem preverila, se tudi nahaja Mirovni institut, kar pa seveda gotovo ne pomeni, da vi delate karkoli nezakonitega, ampak da ste registrirani kot tisti, ki lahko vplivajo na zakonodajo. Enako možnost, kadar se gre za transparentnost, pa morajo imeti tudi vsi ostali, in enako možnost objektivnega poročanja morajo imeti tudi vsi ostali mediji. Kakor zahteva akt o svobodi medijev, mora biti lastništvo v skladu z pravili konkurenčnosti Evropske unije, ki pa zahtevajo, da ima 30% delež, kdor ima več kot 30% delež, že predstavlja nevarnost dominantnega položaja in torej morebitnih zlorab. To velja za vsa področja, enako za medije. Torej, več kot 30% lastništvo medijev v nekem prostoru, tudi slovenskem, je že dominantni položaj in tega bi se morali zavedati predvsem tisti, ki v Sloveniji kritično ali nekritično konzumiramo medije. Hvala lepa, gospa Javec. Bo lahko na Jaz se koncu. bom najprej opravičil. A že morate šibati, Ja, sem mislila še eno vprašanje na hitro. Glejte, dober dogodek pa Ne gre. kampanja. Tako da hvala. Hvala lepa za udeležbo. Gremo v tretji sklop. Tretji sklop je pa enako vprašanje vsem, in sicer gre za politično participacijo in mlade. Na preteklih evropskih volitvah v letu 2019 smo v Sloveniji zabeležili udeležbo 28,89%. Ena najnižjih v Evropski uniji, slabši sta bili samo Češka in Slovaška. Kar posebej skrbi je, da se je med mladimi, starostna skupina 18 do 30 let, se jih je samo 10% udeležilo volitev. Zdaj pa, kje vidite razloge za tako nizko udeležbo, predvsem mladih, in kako bi mlade prepričali, da se bolj udeležijo? Zdaj pa, ker vem, tudi gospa Javec je prosila, ker hiti na naslednje soočanje, bom vas prosila, da začnete, pa bomo potem žrebali dalje. Prosim, gospa Javec. Najlepša hvala. Ja, kot kolega potem tudi jaz odhajam. Glede mladih sem kot članica mreže lokalnih politikov, ki jo organizira Evropska komisija zadnje 2 leti, velikokrat sodelovala na dogodkih, ki so bili organizirani predvsem za mlade. Predtem pa tudi že kot vodja skupin v evropskih institucijah, obiskovalcev, sem velikokrat vodila skupine šol iz različnih držav po evropskih institucijah. Tako da vedno zagovarjam, mladim je treba politiko evropske vsebine samo približati. Jaz sem zelo prijetno presenečena, kadar dobivam tehtna vprašanja iz strani skupin mladih. Eden izmed zadnjih dogodkov je bil, ko smo skupaj spremljali govor predsednice Evropske komisije o stanju v Evropski uniji, pa sem sama bila mogoče nekoliko zaskrbljena, ali ne bodo te teme prezahtevne, potem pa smo se resnično dobro zadebatirali. Jaz mislim, da je potrebno delovati na tistih področjih, ki mlade zanimajo, jim tematike približati predvsem s takim besednjakom in na tistih kanalih, kjer oni so. Ne govorim samo o družbenih medijih, govorim o udeležbah na dogodkih, kjer so, tudi ne nazadnje na koncertih, na festivalih, tudi kadar gre za teme, ki jih dejansko zadevajo. In tukaj je pomembno, da smo prisotni, ko gre za stanovanjsko politiko, ko gre za zaposlovanje, ko gre za socialne teme, za družino. Če vemo, da je stanovanje problem za 1/3 slovenskih mladih, in jaz bi rekla, da je ta procent še bolj visok, potem je nujno, da stranke v svojih programih ali liste rešujemo tudi ta problem, in mi smo ga naslovili. Enako za družine. Zelo težko je v Sloveniji, če si družina z otrokom ali z 2 povprečnima plačama si privoščiti sploh še karkoli, kar je nad tistim osnovnim, torej plačila stroškov, hrane, oblek in tako naprej. Resnično, na teren je treba iti in prisluhniti ljudem. Jaz sem prepričana, da lahko tudi evropska sredstva usmerimo v
reševanje teh konkretnih problemov, ki pestijo naše mlade. Poglejte, jaz prihajam iz Koroške. Koroška je ena od regij, ki se praznijo, pa ne zaradi tega, ker ne bi imeli radi teh naših hribov, ampak zato, ker enostavno, kar se tiče služb, so, ampak niso za izobražen kader. Torej, spreminja se nam enostavno struktura prebivalstva, imamo mlade, ki odhajajo, ker ne najdejo ustrezne zaposlitve, potem pa so tukaj mogoče v mestnih središčih obsojeni na, torej na boj za golo preživetje. Resnično je potrebno ukrepiti delovna mesta z visoko dodano vrednostjo in jim zagotoviti tudi pomoči preko evropskih sredstev, tako da vlagamo v službe, podpremo družine in pomagamo tudi z nakupom stanovanja oziroma z namestitvijo preko izgradnje javnih stanovanj. Hvala lepa za odgovor, gospa Javec, in hvala za sodelovanje na razpravi. Hvala vam za to, da sem lahko zdaj še delila z vami, pa se tudi jaz opravičujem. Želim uspešno razpravo, uspešno kampanjo še naprej in hvala za obisk. Poglejmo, kdo bo naslednji odgovarjal, torej na vprašanje udeležbe mladih na volitvah. To je dr. Uroš Lipušček. No, jaz mislim, da je udeležba sploh na evropskih volitvah, posebej pa še mladih, je odraz dejstva, da je Evropa in Evropska unija v svojem delovanju popolnoma odtojena od ljudi. To je glavni razlog. Kako to približati, to je seveda drugo vprašanje. Mislim pa, da je mlade možno pritegniti. Jaz vam bom povedal moj primer. Nedavno smo imeli predvolilni miting v Velenju in tam se je pojavila Sara Bajec, mlada, aktivistka Alternativa za Velenje, ki se bori za znižanje cen elektrike in teh komunalnih storitev, in je prišla in je rekla, nas ste navdušili z vašim mirovnim programom, in so mladi predlagali, da se srečamo in da začnemo neko novo mirovno pobudo ali neko skupno akcijo v zvezi z evropskimi volitvami in Evropskim parlamentom. To pomeni, če imaš dobro sporočilo, to uspe. In jaz mislim, da smo mi na tem področju, čeprav smo stranka starih, ampak se zavzemamo, ker so starejši člani, se zavzemamo za medgeneracijsko sodelovanje. In absolutno bomo poskušali in poskušamo pritegniti tudi mlade, čeprav velikega uspeha ne bo, dokler bo Evropski parlament tako odtujen, dokler bodo premajhne pristojnosti, ker zakaj bi hodili na volitve, če praktično navadni ljudje nimamo nobenega vpliva na Evropski parlament, pa tudi evropski poslanci, ki so ne odgovarjajo za svoje delo oziroma glasujejo tako, kot jim nekdo naroča. Dokler se bo to dogajalo, seveda mladi ne bodo sodelovali. No in naj vam še en primer povem, da nedavno so vseh naših 8 poslancev v Evropskem parlamentu je glasovalo za resolucijo, ki od držav zahteva članic, da dostavijo Ukrajini rakete dolgega dosega. To pomeni, so se opredelili za nadaljevanje vojne. In drugič, brez da bi se posvetovali z nami, z javnostjo, s Slovenijo, s političnimi strankami, s parlamentom, so podprli predlog, da zdaj naprej dajemo 0,25% družbenega bruto proizvoda za vojaško pomoč Ukrajini. To pomeni, da so se opredelili za nadaljevanje vojne do zadnjega Ukrajinca. In dokler bo tako, seveda bo Evropski parlament odtujen in tukaj rabimo, tukaj podporo mladih in upam, da če bomo take stvari predstavili, bomo dobili tudi podporo mladih. Hvala lepa, dr. Lipušček. Torej participacija mladih, zakaj tako slabo, oziroma kaj narediti, da bi bila boljša. Gospa Nataša Sukič, Levica, prosim, kakšne so vaše ideje? V bistvu se vračamo k prvemu vprašanju, ker narediti je treba to, da Evropska unija ne bo tako odtojena od ljudi, torej tudi od mladih, vsekakor, to je ena stvar. Druga stvar, Evropa ima evidentne dvojne standarde, kadar gre za vprašanje miru. Pred našimi očmi se dogaja genocid v Gazi in niti ene sankcije proti Izraelu. Dogaja se nesmiselna vojna v Ukrajini, ki se sprevrača v vietnamizacijo pravzaprav na evropskih tleh. In ne, da bi se Evropa potrudila
in zauzela neutralno držo, mirovniško politiko in enostavno pritiskala in sprte strani poskušala pripeljati za pogajalsko mizo. Ne govorim o sprtih straneh, samo Ukrajina versus Ruska federacija, da se razumemo. Gre za spopad velesil zdaj, ki se tolčejo na tleh Ukrajine. Se pravi, Evropa ne naredi nič, 2000 sankcij je sprožila proti Ruski federaciji in to so dvojni standardi. To ni mirovniška Evropa, kot Ursula von der Leyen napoveduje komisarja za oborožitev, napoveduje nadaljnjo militarizacijo, celo prehod na vojno ekonomijo. To ni perspektivno. Mladi ne vidijo perspektive. Posledice vojne pa so energetska kriza, prehranska kriza, nora inflacija. In mladi nimajo niti za kruh, pa ne samo mladi, vsi, nimajo niti za kruh, ne more plačati položnic, bojijo se iti na dopust, če si ga sploh lahko privoščen in tako naprej. V teh brezperspektivnih časih, ker Evropska unija ne najde ustreznih odgovorov niti na eno krizo, ki se je zvrstila, ampak s svojimi politikami samo poglabljajo to krizo, je logično, da so ljudje izgubili vero v to Evropsko unijo. In recimo jaz sem, kar se pa mladih tiče, ta debata, ki ste jih vi, ta projekt, ki ste ga vi zapeljali, je super. Ali pa recimo jaz sem zdaj še bila na dogodku, danes je nov dan. Tam so mladi, ki debatirajo, ki osmišljajo, ki se zavedajo sveta okrog sebe in ki že v zelo mladih letih, še prej ne imajo volilno pravico, debatirajo resne družbene teme. Prisostvovala sem otroškemu parlamentu, tam mladi debatirajo resne teme in iz teh mladih bodo izšli politiki nove generacije. In tem mladim je treba ponuditi perspektivo, tudi okoljski zlom. Kaj počnemo? Nič ne počnemo. Planet jim bomo vzeli in prihodnost jim bomo vzeli. In na teh mladih je, in upajmo, da bodo naredili bolje. Ne se pa pohecam, sem malo gledala raziskavo, katere generacije kako hodijo na volitve. Boomeri so najbolj pridni, oni so na volitvah, potem sledi moja generacija, ki smo tudi še kar pridni, potem pa milenijci padajo dol, jih skoraj ni in to se ravno ti zdaj, 30 let pa to, ampak oni so ljudje, ki so brez strehe nad glavo. Potem pa ti najmlajši zdaj pa so malo boljši kot tile prejšnji, tako da nekaj se vse spreminja. Hvala lepo, povemo, ki to nadaljujem. Odgovarja na to vprašanje. Gospa Violeta Tomič, nič od tega, torej participacija mladih, zakaj postava, kaj namerava tudi narediti? Ja, vprašanje je zelo obsežno. Treba se bo dotakniti tudi najstarejših v isti fazi, ki ste jih ravno kar omenili. Pri nas smo nič od tega, imamo nekaj mladih, ki so celo srednjošolci in komaj čakajo, da bodo 18, da bodo lahko sploh volili in so zelo aktivni, predvsem na družbenih omrežjih, kjer v glavnem poteka naša kampanja, ker je brez finančnih sredstev. Kar lahko zaznamo pri mladih, lahko strnemo besede odtujenost, bolečina in nepovezanost z ničemer. In ravno zato je pač, bomo rekli, desnica, čeprav je to popolnoma nesmiselno govoriti levo-desno, ampak ti, ki se družijo okoli, recimo, cerkev, so dosti bolj povezani. Oni znajo mlade potegniti za sabo, pa jih nekam peljati, v Bruselj, kamorkoli, ne. Žal pa to, kar slišimo in nisem imela možnosti replicirati, ves čas govorenja o krščanski Evropi je tudi zame sovražni govor. Kajti Evropska unija je multikulturna. In to moramo vedeti, da je to en del rasizma, ki se zganja in je vir tudi mnogih vojn. Vojne so žal verske. Če pogledate na vojno v Bosni in Hercegovini, kaj se je dogajalo? Borili so se verske skupnosti, se pravi sosed proti sosedu. Ves čas se na verski osnovi konflikti spodbujajo. In kar je najbolj bistveno in česar je najbolj strah naših mladih, ob vsej neperspektivnosti, nezmožnosti rednih in kvalitetnih zaposlitev, da bi prišli do stanovanja, naši otroci so zdaj okoli 30, je pa najhujše to, da smo danes najbližje katastrofi svetovnih razsežnosti po letu 1962. Kubanska kriza je bila tista, ki nas je ločila stotinko sekunde stran od tega, da nikogar v tej dvorani ne bi bilo. Ko je bil konflikt med ZDA in Rusijo takrat tako intenziviran in ko je samo
Zdrav razum ruskega oficirja nas rešil, da danes sedimo tukaj. Zato mirovna politika mora biti na prvem mestu. Vse te dezinformacije, kot smo jih prej omenjali, in dvojna merila, glejte, pravijo, ni važno lastništvo medijev. Izrael je glavni lastnik medijev, glavni sponzor Evrovizije, mi imamo Izraelce čisto povsod, medtem ko smo ruske medije zablokirali. Ampak vedite, da državljani Evrope si želimo, to ni vpletanje ruske propagande, mi si želimo informacije. Mi hočemo vedeti, kaj je Assange hotel povedati, mi hočemo vedeti, kaj imajo Rusi zapovedati. In bila sem članica Sveta Evrope, ko je 100-članska, tako rekoč, ruska delegacija morala zapustiti najvišjo inštanco Sveta Evrope za človekove pravice. V redu, tudi če kršijo človekove pravice, moraš jih imeti za mizo. Če imaš Izraelce za mizo, če imaš Turke za mizo, ki Kurde pobijajo, če imamo cel kup tistih, tukaj mladi izgubljajo vero v Evropsko unijo in so popolnoma izgubljeni, želijo si samo miru. In samo mir je tisto, kar jim bo zagotovilo kanček vere v prihodnost. Hvala. Hvala tudi vam, gospod Tomič. Gospod Neva Grašik. Nataša, to vaše vprašanje, ki je v bistvu, kako mlade v to institucionalno politiko vključiti in na same volitve kot take, ker se mi zdi, da bi zelo rada ovrgla to tezo, da mladi niso aktivni, da mlade politika ne zanima. Zanima jih samo na drugačen način in participirajo na drugačen način. Ali je to, ne vem, z podnebnimi udeležbo na podnebnih protestih, ali je to zbiranje podpisov za nek zakonodajni predlog, ali je to, ne vem, zasedba fakultete za neko stvar, v katero res verjamejo, kot je bila zdaj recimo na Fudorju. Mlade, tudi v Sloveniji sem gledala eno raziskavo med 19 in 24 letom, 3 stvari, ki jih najbolj skrbijo: prihodnost Evropske unije, pravičnost oziroma boj proti revščini, ter pa boj proti podnebnim spremembam. In če bomo mi zdaj kot politični akteri te teme v bistvu dali tudi na agendo, teme, ki jih zanimajo, teme, ki jim bodo mladi posvečali svoj čas in energijo, jih bomo dobili tudi v bistvu na volitve. Hkrati moramo biti mi kot politični akteri tudi kredibilni akteri, da bomo njihova mnenja, stališča tudi upoštevali. Ne smemo jih podcenjevati, kot je že bilo mogoče tukaj danes rečeno, recimo ne prodajati bučk, da je edina dobra stvar, ki je Evropska unija za mlade naredila Erasmus plus in ne vem, skupni kabel za telefon. Oni tudi sami Evropsko unijo razumejo kot veliko več, vejo, kaj so njene pristojnosti in kaj lahko za njih naredi. Pa tudi med kandidati si želijo več sebi podobnih. Jaz se ne bom smatrala več za toliko mlado, mogoče pred 5 leti na prvih volitvah. Imamo pa recimo tudi super mlado kandidatko Lucijo, ki je s svojimi 23 leti šla na listo in v bistvu je tehtala, ali bo res šla kot aktivna političarka v to. In je rekla, toliko let razlagam o tem, da bi se mogli mladi vključiti in kaj pomeni participacija mladih, da zdaj je bil pa ta trenutek, ko se pa tudi ona osebno odloči in sem vesela, da je tudi z nami. Gre v bistvu tudi nekako dvosmerno. Mladi so za nas, politične stranke, določene mogoče manjši bazen volivcev in jim zato neupravičeno kdaj ne dajemo dovolj prostora ali pa nekih formatov. Tako da mladi se morajo zavedati, če se bodo oni sami tudi večkrat udeležili volitev, bo zato za politične stranke te tradicionalne večja teža, bomo tem temam posvečali tudi več časa in se mi zdi, da tukaj je korak, ki ga lahko naredimo vsi skupaj. Mogoče en tak, ne vem, zaključek mojih misli, sem slišala, da politik je tisti, ki dela do naslednjih volitev ali pa za naslednje volitve, državniki so pa tisti, ki delajo za naslednje generacije in se mi zdi, da mladi, ki se aktivirajo, so v bistvu največji državniki v tej naši družbi, tako da jih podpiramo z vseh strani. Hvala. Še dva odgovora, potem pa gremo na vaše vprašanje. Tako da prosim, kar pravite se tudi vi. Ja, še tudi prosim, ja. Gospa Mija Aleš. Glede participacije mladih sem se pozanimala kar doma med mojimi 5 otroki. In sicer ugotavljam, da je tisto, kar jih odvrača v delovanja v politiki,
Pomanjkanje zaupanja v politične inštitucije, zaradi občutka, da politiki ne delujejo v njihovem interesu in da so politični procesi zapleteni in neprisotni. Potem je omejen dostop do političnih informacij. Menim, da primanjkuje informacij o političnih temah, procesih in vlogi državljana v politiki in to precej zmanjšuje njihov interes za politično participacijo. Imajo tudi občutek brezvplivnosti in sicer menijo, da njihov glas nima teže v političnem sistemu in da njihove stališča niso slišana, ker jih odvrača spet od aktivnega sodelovanja in pa pomanjkanje motivacije. Mladi se počutijo preobremenjene z drugimi obveznostmi, kot so študij, delo, socialno življenje in to bistveno zmanjšuje njihovo motivacijo. Je pa še eno dejstvo, ki pa mojih otrok ne odvrača od volitev, ker se običajno mladi zgledujejo po starših. In to je velik moment, ki ga ne smemo prezreti in apeliram tudi na mojo generacijo, da več naredi kar doma pred svojim pragom, da aktivirajo mlade, na kakšen način lahko povečamo participacijo mladih z vključitvijo političnega izobraževanja v šolski sistem, potem spodbujanje mladinskega aktivizma, ustvarjanje dostopnih platform za izmenjavo mnenj in pa finančno spodbudo za politično participacijo mladih. V naši stranki, Slovenska ljudska stranka, imamo kar 3 mlade na naši listi, ki so izredno angažirani, izredno prodorni in menim, da je to tisto, na čemer moramo graditi in spodbujamo. Hvala lepa, gospa Urša Zgojcnik, Vesna. Se mi zdi, da je toliko bilo povedano, no, pa bom res točno tu začela. Nam se zdi izrednega pomena vključiti mlade na zelo konkreten način. Naj bo volilna pravica pri 16 letih. Zakaj ne? Odločati morajo o svojem življenju, ne pa da danes v bistvu pretežno starejše generacije odločajo o zelo bistvenih zadevah, ki se bo tikalo te generacije. Torej, o tem moramo razmisliti. Mislim, da bi to moral biti naslednji korak, če se torej danes pogovarjamo o preferenčnem glasu. Naj bo to mogoče naslednja tema in zato si bomo zelo prizadevali. Podpiramo tudi, oziroma ideja tega referendumskega dne se nam zdi pomembna, to je nekaj, kar participira, kjer ljudstvo participirajo tudi mladi, ker kar takoj skočiti v državno politiko, se iti aktivno politiko, biti v stranki, to je za mlade težko. Sploh, ker pač smo leta in leta izpuščali to vzgojo in gre v bistvu res to zaupanje v institucije samo navzdol. Tu smo na repu Evropske unije, mislim, nedavno je bila ena raziskava v Švici, tu gre v zaupanje v parlament, vlado, v politične stranke do nekje 70%, mi smo okrog 20%. Torej, to je pač razlog, zakaj so mladi tu, kjer so. Ne bi bila pa toliko upana, ker mislim, da tudi napovedi kažejo, da bo letos udeležba mladih boljša, ker prihaja spet mogoče malce bolj zagnana generacija. Na prejšnjo smo malce pozabili, prepustili v tistih ključnih delih življenja, kot je ustvarjanje družine, iskanje stanovanja, imeti službo, ki ti vse to zagotavlja in ni prekarna, smo jih prepustili in je to razočaranje globoko. Zdaj pa mislim, da je spet en nov moment. Mogoče tudi prejšnje volitve so angažirale en del mladih, predvsem tiste, in tukaj bi šla zdaj počasi proti koncu, ki jih skrbi prihodnost našega življenja na tem planetu. Ta tema je bila res v vrhu, tudi pred prejšnjimi evropskimi volitvami, po vseh teh protestih in petkih za prihodnost in tako naprej. In tudi te obljube nismo zares izpolnili, to bi vseeno apelirala, da je treba premisliti. Govorimo, danes je tema zeleni prehod, ki je sicer neka skovanka, ampak mi smo šli korak nazaj, tako da se veselim udeležbe
nove generacije, ki bo tudi volila prvič, ker verjamem, da bodo zavzeli svoje stališče, svoj glas, ker se zavedajo, da ali bo prihodnost zelena ali pa pač ne bo. Hvala lepa. Torej, šli bomo na vprašanje, da gospa Sukič, vi ste dvigovali roko, že prosim, spomnite nas. Neposredno omenjena, ne, rekli smo, da imamo v tem primeru repliko. Res, ne moramo pustiti tega, ne. Seveda gre za desničarje, spon desnice na račun uporabe dezinformacij v medijih kot hude strategije njihove, ne. Spomnimo se poplave desničarskih portalov in brezplačnikov dvomljivega financiranja, ne, in povezav s strankami slovenske desnice nekoč pred volitvami. Jaz sem sama članica preiskovalne komisije, ki se s tem ukvarja in imamo res vpogled v to neverjetno pretkan sistem in razvejan sistem. Značilno je verižno delovanje na teh desničarskih portalih. Najprej nekdo nekaj tweetne, pa ne bom zdaj omenjala Janeza Janše, ki hitreje tweeta kot misli. Recimo spomnimo se primera Kopriva, ne. Torej na ta način armada razširi lažna novica, večkrat, ko jo ponoviš, postane na koncu resnica. Recimo, da migranti poseljujejo množično Slovenke, da smrdijo, da so vsi teroristi, da socialisti kujejo zaroto proti slovenskemu narodu, potem gre za personalne napade na osebe, na mene. Konkretno so se spravljali že večkrat na Nova24 TV in tako dalje. Lepo vas prosimo. Z bombastičnimi naslovi, ali bo afera poslanke Sukič potopila Levico, in potem gledam, kje je afera, seveda je bila ni nikjer, in potem seveda tudi ni bilo nadaljevanja teh člankov, ker te afere ni bilo. Ampak take imajo in to počnejo in na ta način potem manipulirajo z ljudstvom, ki pa je prestrašeno in obupano zaradi razlogov, ki smo prej omenjali. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala lepa, spoštovane kandidatke, spoštovani kandidat, za udeležbo na omizju, za to, da ste z nami delili, kako razmišljate o vaših strankah, listah in kako se podajate na evropske volitve. Hvala vam za vprašanja, hvala za pomoč pri žrebu. Kaj ne rečem, 9. junija so volitve oziroma za nas, ki smo bolj ziheraši, že v tistem tednu prej na predčasne. Hvala lepa še enkrat, vse dobro vsem na volitvah, hvala tudi vam in srečno. Thank you.